Sara je rekla, da je bila ravno knjiga tista, ki jo je znala zaustaviti. Da se je borila sama s sabo, ker veste, knjige ne beremo samo mi, tudi knjige berejo nas. Da se to predstavljate, kakorkoli želite. In Sara je poudarila točno to, da takrat, ko je bilo najtežje, je pač brala. Se je zaustavila, popremislila in ona je to počela s pomočjo knjig. Danes je napisala tudi svojo, mislim, da piše naslednjo. In kot veste, živi zelo zanimivo življenje, povezano tudi s športom in s pripravo vrhunskih športnikov. In mislim, da bomo danes slišali še kakšno tako zgodbo. Z nami so torej Marcel Rodman. Vem, da ga ni treba posebej predstavljati, pa vendarle slovenska hokejska legenda, čeprav zgleda tako mlad, je bil debelih 17 let v dresu, oziroma niti dres, ti se kar orakoprava na ledu, v tujini, doma, več bo povedal sam. Tu je Mija Kampl, športna plezalka. Ne bom jo vprašala, kdaj se vrnila s Tokija, ker verjetno zdaj že nekaj časa, sicer imaš s Tokijem ti drugo zgodbo še, jo bo še povedala, tudi zanimivo. Če pogledate njene noge, se upravičujem, da posebej to, ampak to ni brez razloga, tisti, ki plezate, veste, zakaj je tako. In pa seveda še Peter Prevc, Petra pa res, po moje sploh ni treba predstavljati, vem, da ga dobro poznate. Ne vem pa, če veste, da je njegova mama knjižničarka. Ja. Je. In boste videli, da se pozna. Skratka, kot vidite, Športajmo in verimo, projekt, ki nastaja v sodelovanju Ministrstva za šolstvo, šport in izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, potem imamo tukaj Zavod Republike za šolstvo, Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, Mariborska knjižnica, vse skupaj koordinira in letos niste edini v Kranju, ki slišite in boste spoznali vrhunske športnike, to počnemo po 5 knjižnicah v Sloveniji. Ampak veliko po tem projektu ve Damjana Muster, tu v Kranju je koordinatorka za spodbujanje branja. Damjana, pa te vabim v vodo oziroma pozdrav, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj, verjetno je nekaterim že to okolje domače. Seveda pa danes na tem projektu, kot je bilo že rečeno, Športajmo in verimo, gostimo zelo take pomembne goste in mi je veselje, da so si vzeli čas, da bodo delili nekaj bom rekla, svoje športne poti, nekaj, bom rekla, do uspeha poti, da bodo delili z nami in se vam že naprej zahvaljujem za vaš čas, ki ste ga namenili. Seveda je pa ta slogan Športajmo in verimo, to je slogan, ki nas vodi na pot uspeha. Jaz upam, da bo tudi to naše današnje srečanje en delček poti do uspeha in vam želim tale čas, da preživite kar najbolj lepo. Hvala. No, se včasih vprašate, kdaj pa naj sploh še berem? Kdaj imam pa čas med treningi, pa v šoli, pa v vseh drugih stvareh, kdaj brati? Veste, če želiš, se da vse, tudi to veste, vse ste športniki, in če želiš zelo, se da še veliko več. Je pa včasih zelo pomembno poznati tudi ustroje ali pa ljudi, ki v Sloveniji skrbijo za šport in predvsem za take projekte, o katerem danes govorimo. In v imenu projekta pravzaprav in v imenu Slovenske olimpijske akademije je danes tukaj tudi Aleš Šolar, ki mislim, da ga znate še kdaj srečati na svoji poti vrhunskega športa. Aleš, prosim.
Ja, dober dan. En lep pozdrav res tudi v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije. No in seveda ta celoten projekt sodi v en del naših skupnih dejavnosti za športnike, za promocijo vrednot v športu, za združevanje športa, izobraževanja in seveda pač celo podporo mladim športnikom. Zdaj že kar nekaj let skupaj z Ministrstvom za kulturo v sklopu Evropskega tedna športa povezujemo šport in kulturo in umetnost in vse, kar je s tem povezano, ker so to področja, ki seveda grejo z roko v roki skupaj. Ne? In na ta način gradimo res lahko krasne športne osebnosti, ki so vzor mladim celotni populaciji in so tudi naši ambasadorji tako v Sloveniji kot v tujini. Olimpijski komite Slovenije si močno prizadeva, da se nudi podporo športnikom. In tudi razvoj te dvojne kariere je celovit. Štipendije zagotovo poznate. Poznate, bom rekel, tudi recimo to, da nekatere šole imajo posebne pogoje za športnike in se tudi tukaj recimo na celem ozemlju Slovenije trudimo, da bi še več takih šol bilo, kot jih v Kranju malo, hvala Bogu. Ne? No in ta program, ki ga skupaj z mestno knjižnico iz Maribora koordiniramo za celo Slovenijo, ni vezan samo na te dogodke, ki so recimo 5 po letos, ampak si želimo, da pravzaprav mladi športniki so stalno usmerjeni k napredku, k razvoju. Pripravljamo sezname priporočljive literature, takšne, ki je recimo športnikom, ki bo primerna za njih. Se trudimo, da bi tudi to recimo del bralne značke, da bi mlade športnike še bolj prijetno spodbudili temu, da že v mladosti preberejo kaj primernega in tudi na ta način dvignejo raven svojega znanja in vedenja. Za danes se res najlepše zahvaljujem vam gostiteljem v knjižnici, verjamem, da bo to krasen dogodek, še posebej pa vsem vam trem športnikom, ki ste si vzeli čas, da ste z nami, da res pravzaprav predstavite tisto, kar je, čemu je program namenjen, izkušnje vrhunskih športnikov, ki so za mlade izredno pomembne. In to ne bo vodilo tega današnjega dogodka. Tukaj imate 3 izjemne športne osebnosti. Izkoristite priložnost, vprašajte jih, mogoče so kakšen napotku, poslušajte njihova navodila ali pa usmeritve in verjamem, da vam bo to lahko v športu veliko prav prišlo. Hvala lepa. No, zdaj pa res predajam, hvala mikrofon, Marcel, kar tebi. Na začetku, jaz bom tako, da me slišite. Zdaj, tako jaz Marcela takoj vprašala, če se športniki med sabo tikajo, pa rekel jaz seveda in dovolite nam, da se mi 3 oziroma mi 4 danes tikamo. Sicer pa tako, glede na to, da ste vajeni izzivov, takšnih in drugačnih, se sploh ne predstavljam kakšnih, bi vam na začetku dala en tak mini besedni izziv. Igrica. Vsi igramo se radi v bistvu celo življenje. Kar pomeni, da jaz rečem eno besedo, pa bom Marcel začel. In prva zamislica, ki pride, prva, kot temu rečemo, asociacija oziroma povezava. Lahko? Marcel? Ok. Brat. Može pa ta. Zima. Brat. Babi. Beseda? Lepo. Kanada. Toronto. Evo, hvala lepa. Prosim, če se vprašam. Mija, Tokio. Kultura. Smer. Plezanje. Balet. Lepota. Poškodba. Bolečine. Ok, hvala. Peter. Zrak. Voda. Strah. Pogum. Polet. Dolg. Prijatelji. So. Peter, ker že ravno držiš mikrofon, kar nekajkrat smo dali danes že pridevnik vrhunski športniki, ker tudi ste. Ampak me zanima, Peter, kdaj si pri sebi? Vsi 3 ste začeli zelo mladi pravzaprav. Ti na nek način skozi družino imate veliko družino, kar nekaj imaš bratov, ki prav tako dolgo letijo, daleč letijo in dolgo, že kar nekaj časa pravzaprav ste v tem. In me zanima, kdaj si pri sebi začutil, da si lahko sebi rekel, zdaj pa sem vrhunski športnik. Kaj se zgodi, če se je zgodilo, ker se rekel, na kakšen način, kdaj si vedel, da
zdaj pa lahko si dam to priznanje. Ja, po pravici povedano sploh ne vem točno, kaj se to zgodi, ker je to v bistvu en proces, ki se do moje konca karijere sploh ne zaključi. In lahko si reče, da si profesionalni, takrat, ko v bistvu samo še za to zjutraj vstaneš in delaš. To se je pa nekako zgodilo z zaključkom srednje šole, ko je v bistvu najnižja sprejemljiva izobrazba tam bila opravljena. Prej sem omenila veliko družino, ne vem, tisti, ki imate veliko bratov, sester ali pa nasploh velike družine, kakorkoli, ne vem, vsaj jaz vem, ko sem že plesala, recimo, pa smo bile tako skupinsko na pripravah, jaz vem, da sem vzela knjigo, da sem se odstranila, ne, potem ti dajo mir, ko bereš. Ne vem, si kdaj uporabljam to taktiko, glede na to, da ste verjetno brali v družini vsi, kot sem omenila, je tvoja mama knjižničarka, je bila kdaj knjiga escape, to se pravi en beg, en pobeg, en umik? Kaj pa vem, meni je knjiga zmeraj umik, pa predvsem pomiritev, krajšanje časa, ne vem, ko se za 8 ur usedeš v kombi, je potrebno nekaj stvari, da teh 8 ur mine. Predvsem pa jaz najlažje zaspim, če berem. Okej, tudi to je res. Prosim, Mija. Mija, verjetno je spomin na to, ki je še precej živ, izkušnje, adrenalin, občutki, vsi imate te izkušnje olimpijske, tvoja je zdaj posebej sveža iz Tokija, prej sem rekla Tokio, kakšna je tvoja navezava še s Tokijem tudi drugače, ker takrat, ko smo bili doma v karanteni, si ti lepo plezala v Tokiju, pametna punca. Ja, res je. 2020, se pravi člani, ki je bila tukaj, da bum korona in ki je bilo vse zaprto in pač, ker noben ni mogel tukaj trenirati, sem imela jaz to srečo, da so mi v bistvu skenirali eno letalsko karto, pa sem še eno kupila, pa so mi še eno skenirali in na koncu to pač je bilo dobro, zato ker jaz sem tam lahko normalno plezala. Na Japonskem so samo res pač toliko si upoštevali ukrepe, da pač so res vsi nosili maske, vsi so si pač razkuževali roke. Ampak ni bilo pa nikoli pač ni prišlo do tega, da bi se vse zaprli in sem pač ja normalno lahko trenirala, kar je bilo pač ful dobro, ker bi se kar slabo počutila, da pač v bistvu takrat je bilo še mišljeno, da bojo olimpijske pač avgusta 2020 in bi verjetno pač ja, bila zelo depresivna, če bi vedela, da imam čez par mesecev olimpijske, da sem pa doma zaprta in ne smem trenirati, tako da je bilo pač kar fajn. Nasploh se ti pomembno potovanje, sem prebrala, narado potuješ ne samo zaradi teka. Me zanima, kako se pripravljaš, vzameš, ne vem, surfaš po netu, po spletu za to deželo, ali vzameš kakšno knjigo, na kakšen način se, pa ne vem, pokličeš kolegico, pozavko od Tamara, kjer je že bila, na kakšen način se recimo razširjaš ta obzorja, preden nekam greš? Se mi zdi, da še zmeraj največ pač po spletu, oziroma najprej si nekaj zamislim sploh v glavi, kaj če bi pač dopustil, oziroma pač kaj imam letos v planu, ali bi pač kakšno plažo, otok, ali bi šla mesta gledati. In bolj pač ja malo posurfam po spletu in pač pogledam, kjer kraj bi bil najbolj primeren. Kako pa se ti počutiš ob tej oznaki vrhunska športna plezalka? Peter je super prevedel, profesionalen, ampak... Ja, jaz tudi pač ne bi sama sebe nikoli poimenovala vrhunska ali pa pač profesionalna. Se mi zdi, da so to pač neki vzdevki, ki ti jih pač da, oziroma besede, ki ti jih pač dajo nekdo drug, se pravi pač, da nekdo drug tebe vidi kot pač toliko dobrega športnika. Jaz pač tega pač zase ne moram uporabiti, sem pa zelo vesela, da pač me ostali vidijo kot vrhunsko športnico. In ja, mi zelo veliko pomeni, pa je pač nekako isto do tega prišlo po srednji šoli, ker sem dobila tudi zaposlitev v vojski pač, in sem v športni enoti in je pač res moja naloga v bistvu, da se zjutraj zbudim, grem na trening in treniram in pač cel dan nekako posvetim športu.
in se mi zdi, da pač s tem rataš nekak profesionalen oziroma vrhunski športnik. Hvala, Mija. Marcel, pa ostanimo še malce pri tej vrhunskosti, ne? Tudi Mija in Peter sta pravzaprav moški, ne? Pa vendarle, ko je Peter, ko si sam, ko si gor, si sam na nek način. Isto Mija, ko si v steni, si sama. Marcel, ti pa, ko si bil na ledu, nisi bil sam, ne? Pa me zanima, najprej mogoče o to vrhunskost, če pokomentiraš. Sam sem bil na drugi strani, kaznovan. Na 17 letih, kdaj tudi nisi bil, ne? Ampak mogoče najprej to, prej sem ti rekla hokejska legenda, ne? Seveda to potem sledi tistim vrhunskim, profesionalnim in tako naprej. Kako se danes počutiš? Ti si se čisto zavestno odločil, zdaj imam tega načina življenja dovolj, grem naprej in seveda delaš naprej v športu. Ampak kako gledaš na to vrhunskost športa v Sloveniji? Ker je specifično, le še zelo dobro rekel, dvojna karijera, ne? Zelo težko imeti samo eno kariero v Sloveniji. Ali pač? Davati se vprašanje. Ja, vem, vse bo. Tudi jaz bi se najprej pridružil, Petru pa ni. To je tak predelnik, ki ga drugi v bistvu priznajo. In tudi jaz, ko sem bil majhen, ni bil moj cilj, da bom vrhunski športnik, ampak da bom mogoče hokej igral na nekem visokem nivoju in vsak dan, ko treniraš, težiš k temu, da si boljši in pač rasteš v tem športu, potem sami rezultati in pa, ko preko javnost, pa navijači, pa drugi, ti priznajo, da si uspešen ali ne. Ker ni rečeno, da je vedno isto pri posamezniku. Tako da tudi jaz sem vesel, da me ljudje tako prepoznajo, ampak ni to osnovni cilj. Mislim, da sem me sprašala, da sem se odločil za to, da nisem več, ker res 3 leta v bistvu, odkar sem zaključil aktivno športno kariero, sem se odločil zaradi tega, ker je v bistvu, ker so bila moja pričakovanja višja, ker sem pa lahko še dosegel. In mislim, da je za druge težko govorim, ampak odkar sem nehal, recimo precej več berem, kot pa prej, ker se učim za to svojo drugo kariero, za katero je bilo v času moje športne poti, aktivne športne poti, v bistvu včasih premalo časa, včasih si ga nisem vzel, zdaj si pa moram vzeti za to, da si zgradim drugi del svojega življenja. Tako da zdaj precej več berem, da sem že malo pozabil, kaj sem vprašala. Jaz sem zdaj v bistvu 3. leto med hokejskimi trenerji, vmes sem bil tudi športni direktor, ker je spet ena druga branža, ali druga vaja v isti branži. Ampak trenerstvo me zelo veseli in v samem štartu sem se hitro v temu najdel, zelo hitro so mi, ko preko puzli padali na ta pravo mesto in sem sliko sestavil. Potem sem pa videl, da gre v bistvu res precej prehiter vse in da se imam ogromno še za naučiti. In več stvari pogledaš, več stvari skomuniciraš drugim, več stvari prebereš o ljudeh, ki so to že dali skozi, so zgradili take ali drugačne zgodbe, tako da preberem ogromno teh zgodb ali pa knjig ali pa biografij od znanih trenerjev v vsem področju, ne samo v hokeju. To je pomembno, ne, ta širina. Ja, definitivno. Jaz mislim, da je to tako povsod v življenju, če si zelo tako, ko preko tam odbližen, ne znam to slovensko povedati. Pač mo skozi prav, se ne moš imeti narobe, če nobenega ne poslušaš, ampak greš hitro v narobno smer in sploh veš ne za to. Tako da pomembno je imeti širino, treba ljudi vprašati, se izobražujejo, v bistvu se izobražujemo na vseh nivoju celotno življenje in tle je pač isto v odnosih z ljudmi, kot tudi v nekem strokovnem področju, kjer delujem. Kar malce še vržite mikrofon, prosim, Marcel.
Prej sem omenila, da ste vsi začeli zelo zgodaj, pravzaprav. Prej sem, ko sem rekla, brat se rekel David, z Davidom sta pravzaprav igrala hokej, ampak je bil pa pomemben oče, ne? Čeprav vaju je, ali pa se je kmalu potem zapustil, si bil še mlad, ko je pač umrl. Ampak oče ni bil, ne? On je bil pa navijač, v bistvu. Kaj ti je dal, recimo, oče kot mlademu hokejistu? Kaj ste hotel reči, da ni bil? Da ni bil hokejist, pa v bistvu bil navijač, ne? Ja, ampak je bil pa športnik. On je bil tekačni smuček, je bil v jugoslovanski reprezentanci in on ni mogel biti prvi. Jaz sem zelo podoben njemu v tem smislu. Tako da on je čisto iz druge športe izhajal, ampak ja, bil je pa velik navijač hokeja, pa pač mene in Davida. Ampak velik zaslug to, kako ste prej rekla za Saro, velik zaslug to, ker sem jaz danes, je v bistvu pač iz njega ven izhaja, čeprav sem ga izgubil, sem bil 16 let star, ampak sem tudi 16 leti šel v Kanado in sem mogoče lahko določene stopnice hitrejše preskočil, mogoče tudi zaradi tega odnosa, ki ste ga imeli. Mija, kdaj si ti začela? Pri 6 letih. Kdo pa je tebe spodbujal oziroma kdo je videl, da Mija lahko gre daleč? Ker verjetno 6-letna Mija ni ravno vedela, da bo enkrat igrala, ni vedela točno, kaj dela tam zanimiv prink, ja. Ja, v bistvu pri meni bo tako, da je pač brat najprej plezal, ker je 2 leti starejši od mene, pa sem na eni od njegovih tekem enkrat probala, pač se malo obešati po grifih na ogrevalni steni, pa mi je bilo ful zanimiv in so me starši upisali v kranjski klub in tako sem nekako začela, pač ja, seveda so pa za vse moje vzpone najbolj pač sem hvaležna staršem, ker sem imela res dobro podporo doma. In od malega so me pač skozi na treninge vozili in na vsake tekme prišli gledati in ali je bil rezultat dober ali slab, so me podpirali. Mogoče je to tudi zato, ker je bil pač moj oče isto športnik in je nekako pač on ni imel toliko dobre podpore doma in je pač hotel to zato toliko bolj pač meni poplačati. In ja, mogoče je to iz tega vam prišlo, ampak ja, se mi zdi, da pač za začetek so bili pač najbolj hvaležna staršem, potem pa seveda tudi trener pač, ker sem pač začela, mislim, da pri 13 letih sodelovati z Anžetom Štremflom in je nekako on res videl meni potencial tudi takrat, ker ga jaz nisem in pač je res bil vztrajan in se mi zdi, da pač so nekako starši, družina pa trener neka največja podpora oziroma neka skupina ljudi, ki ti mora stati ob strani. Jaz si vedno predstavljam, da imate vsi vrhunski športniki oziroma športniki, ki živite življenje, ne, ko ste prej rekla, spet bomo bali zjutraj se zbudiš, pa pač veš, kaj boš delal, ne, greš na trening, Imate neke vzornike. Me zanima, ne, ti si zdaj kar nekajkrat se ti že zgodilo, da si zlato olimpiko stala na stopničkah, sicer ničko nižje, ne, za enkrat še kot ona. Ne vem, a je Janja, kar mi rekel, na nek način je, ali ima sploh vzornike, a jih rabiš? Pa se mi zdi, da sem bila majhna, sem ful več dala na to, da pač hočem biti kakor ta, pač imela veliko vzornikov, ampak zdaj pa se mi zdi, da jim ne bi rekla glih vzorniki. Ima pač vsak športnik neko lastnost, ki bi jo ti rad imel in v bistvu bolj gledaš na njihove dobre lastnosti, pa pač strmiš k temu, da bi mogoče ti nekaj takega imel. Ampak se mi zdi pa, da je najbolj pomembno, da imaš pač v glavi nekega perfektnega sebe in kakršen bi ti rad bil in si v bistvu sam svoj vzornik, da pač strmiš k temu, da bi pač res dosegel da bi bil tak, kakor ti hočeš biti. In da pač ne ponavljaš za ostalimi, ker ti nisi ostali. Pač lahko imajo neke točke oziroma neke lastnosti, ki bi jih ti imel, ampak še zmeraj pač oni so oni, ti si pa ti. In se mi zdi, da je bolj pomembno, da si nekako narediš neko pač perfektno sliko sebe, tako, kakor bi pač ti rad bil in da res treniraš za to, da boš tak nekega dne. Nekje sem prebrala, da znaš biti zelo trmasta.
Ja. Se mi zdi, ne, da je to spet za športnika kar v redu. Lastnost, če to pomeni ustrajnost, kdaj pa lahko ta termo, bom rekla, ovira, ampak je lahko kdaj manjko, oziroma je lahko kdaj nekaj, kar pa ni fajn, da imaš. Res je, ja. Sem kar zelo trmast karakter, kar pač, če pozitivno obrnem mogoče v smeri, kdaj stiši kakšen gib, ki ga ne bi sam, kdaj, ko se pa jaz pač zamislim, da je prav pač nek gib narediti tako, kot sem si jaz zamislila, pa ne bom nobenemu drugemu dopustila, da poveda, da je mogoče njihov način lažji. Tako da, ja, je pozitivno pa tudi negativno, moraš znati pač nekako tudi sam, kdaj iz sebe pa svojo trmo malo utišati, pa mogoče koga druga poslušati. Peter, kako je rasti v športni družini? Zdaj smo slišali, podpora je izjemno pomembna, ne? Pač, če ne drugega zato, da te na trening peljejo, dokler se ne moreš sam. Ampak po eni strani je pa v športnih družinah lahko tudi pritisk. Ne? Ti nisi edini vrhunski zdaj v tvoji familiji, tej primarni govorim, ker imaš zdaj že svojo družino, torej imaš pravzaprav ste že razširjeni. Kaj, ne vem, rasel si pač ja v posebni družini, kaj ti je ta družina dala, kdaj, v kateri smeri bi pa mogoče kdaj rad bil bolj, ne vem, mogoče svoboden na nek način, a je bil da ta občutek? Ja, kakšna družina, če v bistvu trije, recimo maksimalno trije, smo bili, ker so nas mogli voziti na treninge, je to zelo, po eni strani podobno, ker še zelo malo časa skupaj. V bistvu se šele zvečer smo se vsi lahko nakup nabrali. Jaz predvsem sem imel srečo to, da sta bila starša, kot ste že rekli, predvsem navijača in da sta me dali v šport, da pač nekaj počnem. Ker se mi zdi, da je to zelo pomembno, da ni doma starš in trener in zdravnik vse v eni osebi, ki vse zna, ampak da prepusti, da sam sebi starš dopove, da drugi znajo boljš z otrokom delati kot pa on. In to je to, kar jaz hočem zdaj naprej na svojega sina zrediti, da ne bom jaz, če bo otrok na športu, preveč sitni. Ja, ta meja je zelo tanka, ne? Kdaj še spodbujamo, kdaj pa že vsiljujemo svojo željo kot starši, ne? Se verjetno to čutite tudi vi, kdaj pri svojih starših kot Peter. Danes, ne, mladi športniki, ne vem, upam, da se dovedete, ne, da je drugačna pot. Danes imate, kot ti rekel, posebej zdravnika, posebej psihologa, posebej, ne, ni vse v eni osebi. Se spomnim Rajmona Debevca, no, on je rekel pač, in zdaj pa prihajamo, se mi zdi, na zelo pomembno temo, to je psihološka priprava. On je rekel, da ne, on ni imel, ko je rastel gor nekoga, enega psihologa, ki lahko ga poklical pa vprašal, ampak je šel brati knjige. Recimo njemu so bile knjige, ta psihološka podpora in je brskal in je kar prišel daleč, ne, če se strinjate, Rajmon Debevc je pač res prišel daleč in dolgo vztrajal. In to pri športu, kjer moraš biti posebej miren, ne? Čeprav se je verjetno mora biti vsakem. Peter, ta psihološka priprava, ne si itak vsi, ki greste tam dol z tistega zaleta, zdite itak junaki. To pač se je verjetno marsikomu, jaz si pač ne predstavljam, vem, da bi to postopoma, pa da potem to postane normalno, ampak kaj so tiste tvoje misli, recimo preden se usedeš na, kako ti mu rečete, Na rampo. Na rampo, hvala. In pač veš, ne, vsakič pač tudi možnost, da se ti ne vem kaj zgodi, da ne narediš tako, kot si želel, kakorkoli, ne, to ni samo šport, ki ni čisto nevaren, recimo, vem, da to čisto, verjetno to čisto misliš, ampak kaj je v tvoji glavi takrat in kaj vse se mora zgoditi prej, da si ti tam miren? Ja, zdaj, če se tukaj zdaj postavimo na vrh velikanko, bom tako rekel, da 10 let traja, da do gor prideš. Se pravi, tukaj predvsem je vztrajnost tista, ki sploh prinese do tega, da ti karkoli uspe. In v teh 10 letih marsikomu zaupaš, imaš trenerja, starše,
nekako ves čas preverjajo, a bo šlo skozi, da gre lahko tja gor ali ne. Tako da, ko si na rampi, ti veš, da če trener reče, da si sposoben, pol si. Tako pol dvomi izginejo in ti v glavu v bistvu ostane samo še to, kako boš skočil. Si rečeš naprej točno, kaj želiš, da se bo na tekmi zgodilo, ko te poslušamo recimo kdaj, ne, tako v medijih. Si vedno tako, bom uporabila ta izraz previden, ampak tako sveto ponižen se mi zdi na tak pravi način, ne, kaj ne pomeni, da nisi odločen, ampak kako enostavno veš, kaj želiš doseči, ne vem, na svetovnih prvenstvih, na teh velikih tekmovanjih, ker je pritisk še večji, ne? Ker je pritisk tudi verjetno večji tudi iz medijev in posod pričakovanja so večje. Ja, tekmovalci imamo vsi pri sebi želje, kaj želimo doseči, ampak ko pride tekma, se moramo predvsem razložiti, kako bomo to dosegli, ker samo gledati nekaj, ne vem, gledati eno stvar, pa nič narediti, da bomo do nje prišli na boljšo, zato je treba narediti načrt in se v glavu pripraviti, kako to dosežemo. In to je v bistvu to, kar se dogaja na tekmi. Jaz sem mi vprašala o vzornikih, imaš ti kakšnega vzornika? Ker nekaj legend, letalcev je pravzaprav v teh zadnjih letih, ki si jih tudi uživa, verjetno spoznal osebno. Je kakšen tak, ki te posebej, ne vem, navdihne, tudi kot človek, ne samo kot športnik. Ja, navdihuje me kar nekaj ljudi, ampak zdaj jih izstreliti ne morem. Ampak tako, kot je Mija rekla, ko si mlajši, bolj gledaš gor, pol, ki si pa ti enkrat tekmec, v bistvu so ti najprej vzorniki, pa rade prijatelji in nekako se ta občudovanje zgine in pride bolj do razumevanja in drugega. Preden predaš Marcelu spet mikrofon, je bil kdaj trenutek, ko si ti mislil, da si sposoben že več, kot so ti pa rekli okoli tebe, ki jim se imaš? Ja, večkrat. In obratno je bilo tudi. To je obratno, in kaj takrat, ne? Takrat vemo, ne, mladost je včasih dobra nalost, hočeš še več, imaš občutek, da si sposoben več. Jaz imam skoraj 10-letnega sina, ki je prepričan, da zmore ogromne stvari, ne, kot plesalec, ampak včasih je to na robu poškodbe, ne. Kako si ti s tem, recimo, kje je tista meja, ki si pri sebi, mislim, moraš se več čas meje postavljati na nek način, kako si to, ne vem, poznati moraš sebe, no, več čas želim pravzaprav prihajamo do tega, da če se ne poznaš sebe, pa ne glede na to, koliko si star, si lahko dober športnik. Ja, v bistvu moraš se poznati, ampak se treba prej spoznati. In če ne stopiš malo na rob, se boš težko spoznal, kaj si sploh sposoben. In veliko športnikov mladih ostane nekje v varni coni, ker je v podzavesti nekje, da kdo nekaj ne zmore ali pa da se jim lahko kaj zgodi. In pol, ko to prestopijo, jih noben ne more ostaviti. V nobenem smislu. Tako da ves čas probaš in samo takrat, ko jim prav, da to pa za zdravje je zelo nevažno, da pa upoštevaš. Marcel, če prej sem omenila, moštveni oziroma skupinski športi imajo eno drugo filozofijo. Vsak športnik mora biti vsaj malo ega, se mi zdi, ne? Sej ego lahko tudi pozitiven, to se pravi to, kar smo se zdaj rekli, da se poznaš, da si zaupaš, da želiš biti najboljša verzija sebe, kot je rekla Mija. Zdaj pa se pa tam malo več, ne? In je, ne vem, na ledu malo več ego. Kako, ne, si predstavljam, da včasih ni najlažje, ker ni nujno, da imamo vsi enako mnenje, kako naj tekma gre. Seveda je tukaj trener, seveda so tukaj priprave, ampak kako s tem, ne? Spet moraš verjetno zelo dobro poznati sebe in svoje meje, kako si sam, sploh pa v tujini, ne? Ker se itak še privajaš, ne vem, kako gledaš ti na to? Ja, športniki, v ekipnih športih smo res pač različni v tem smislu.
In ne znam sploh točno povedati, zato ker zdaj jaz pač sem bil, ne vem, 18-19 let, časa sem igral kot igralec, razmišljal v eno smer, tako sem pa na drugi strani, pa z druge strani vidim, da je veliko stvari precej drugač, oziroma da bi mogoče bilo fajn, če bi že pred na drugačen način razumel. Recimo, trener v bistvu sploh, ne vem, kako je to prvama, oziroma prvajnih trenerih. Dobro, prva se spet malo drugače, imate ekipno tekmo, tam ste vse ekipa, pri nas je pa in samo 4 lahko grejo, pri nas je pa isto, samo 5 jih je v danem trenutku lahko naredimo. In igralci ponavadi jemljamo kot za kar pa zdaj njega dal narediti, če sem pa jaz boljši. In čeprav skozi moramo v isto smer vleči, če bom jaz zgubil, ampak ni to zmeraj tako enostavno. In eni se s tem lažji, ko preko proti temu postavijo, eni se manj sekirajo, eni čakajo svoj trenutek, vsak po svoje to dela. Ko moraš pa ti na drugi strani, ko si trener, moraš biti pa do njih strog, določene stvari zahtevati, ne smeš popuščati, pojem moraš pa ti razumeti in je čisto umetnost, prav tako občutek moraš imeti. Zato tudi še zdaj nazaj k temu beremo do vseh teh različnih športov in športnih trenerjev in športnikov. To je celo umetnost, je to po mojem nam nikoli do konca, sem sigurno do konca prišel, pa več veš, lažje boš na določene stvari reagiral. In tudi zanimivo je, da takrat, ko sem bil igralec, smo nekako smo to, takrat, ko smo bili najbolj uspešni, uspeli, ko rekel, morebitne spore, pa čeprav ni za to spore, ampak ni ta prave besede, ko si pač sprejel, da je nekdo drug pred tabo, takrat smo bili ponavadi najbolj uspešni, ko smo se podredili uspehu ekipe. In isto je pač s te strani, ko si trener, moraš najti ta pravo mišljenje, ki je njemu nekaj vzeti za to, da bo na koncu, ali pa ki je njemu nekaj dati za to, da bo na koncu ekipa bolj uspešna. Kar se pa tiče psihološke priprave, kar se prej Petra vprašala, se mi pa zdi, da pri nas v ekipnem športu je to najbolj, poleg prehrane, najbolj zapostavljen del našega športa, ker ko je enkrat Peter na rampi ali pa mi je spodaj pod steno, je pač od njiju največ odvisen. Pri nas je ponavadi pogleda, ne vem, onega božjega igralca, da bo čim več golov, ali pa golmana, da bo vse ujel, je nas pa še cel kup zraven. In premalo damo na tisto osebno psihološko pripravo. Eno je pač ekipna priprava, ki je spet čist druga, tista, da je pa vsak posameznik skozi mentalno močen, glede na vse to, kar sem zdaj rekel, da nekdo drug dobi šanso in tako naprej, tiste pa najbolj zapostavljeno in najbolj premalo na temu delu. Rekel sem skozi mentalno ali psihološko, psihično močen. To ni realno, ne v športu. Ja, vse super, da je to izhodišče, ampak tudi to je verjetno treba sprejeti, ne. Ko smo mladi, ko imamo ta občutek, da tako vse lahko, je verjetno težko sprejeti, ker ne, to je sinusoida, ne, sami veste, imate dobre rezultate, gre dol, se dvigne, kdaj misliš, da se bo dvignil prej, pa se ne. Skratka, kako se ti zdi, koliko zelo pomembno se ti zdi, Marcel, da pač sprejmeš, da včasih ne gre, da zato nisi, ne vem, da si tudi v življenju je tako, se tudi v šoli da ne gre, pa se vse naredi. Jaz kot posameznik imam v določeni tekmi lahko katastrofalno tekmo, pa imam vsem zlato medaljo v rokah. Zato, ker me ekipa potegnila ven. Ali pa kontra, ali pa sem dal 6 golov, pa smo vsem 7-6 golov. Kaj ti je sprejeti v teh dveh opcijah?
Ja, ne vem, potem vsem vzameš zlato medaljo. Ja, ampak je ta prav občutek, če pa veš, da si... Ne, je, zaradi tega, ker po moje da je, no, ker vsem, da si prišel v ta položaj, kjer lahko se boriš za zlato medaljo, si tudi mogel nekaj prav narediti. No. In to, da si del te ekipe, lahko si kje druge kaj dal. To se v teh 60 minutah, kar jih imamo mi, lahko naredi, da ni čisto vse slabo, pa ni čisto vse zanačeno. Tako da, vzimamo dalje. Mogoče še to, Marcel, rekel si psihološka priprava, zdaj gledaš z druge strani, ne? Zdaj pravzaprav moraš ti psihološko pripravljati druge, ampak najprej moraš biti ti psihološko pripravljen, da lahko pripravljaš druge. Na kakšen način to počneš, čisto konkretno, kaj je tisto, kar te polni danes kot trenerja, pa če se spomniš, kaj te polni kot igralca? Zelo podoben. Tako je Mija rekla, najboljša verzija sebe, kar sem lahko, pa tisti občutek, kar ga v bistvu skozi vse, da vse, kar delaš, moraš z enim razlogom delati in neko samo zadovoljstvo, ko narediš nekaj dobrega, ko pomagaš, ko sem igral, so bile to igralske stvari, oziroma hobijske stvari iz tega vidika, zdaj pa kako sestaviti zgodbo, kako motivirati ekipo, kako motivirati določene igralce, tistem, ki gre, jih mogoče malo nazaj postaviti, tistem, ki ne gre, jih postaviti na noge in tako naprej, in je skozi živa stvar. In jaz veliko delam na podlagi izkušenj, kako je to bilo, ko sem bil igralec. Vem pa, da je to premalo in zaradi tega probam čim več se stvari naučiti in najlažje knjigo pobrati ali pa jo po elektronski obliki prelistati in pa vprašati določene ljudi. Ampak priznaj, da je čisto drugače držati knjigo v rokah, pa spet listati tisto. Ja, je, sam je treba v knjižnico po njo, še pa se tam moraš nekaj. Ja, pa veliko si na poti in če hočeš tako da je priročno, je pa drugače. Si zdaj imamo take fine knjige tudi z mehkimi blatnicami, ki niso tako težke, rekli se jim užetnice, ali pa še kaj drugega. Skratka, malo si hecam, ampak ja, seveda, v bistvu v končni fazi je pomembno, da bereš, niti ne v kakšni obliki se imamo različne knjige, tudi v elektronskih oblikah. Mija, še pripravljaš otroke? Še delaš z otroki? Ja, res je. Sicer pa z manjšim, tako okoli 10-11 let, ampak ja, še treniram enkrat do 2-krat na teden. Kaj to pomeni zate, kot za, ne samo za osebnost, ampak tudi za tekmovalko? Meni se ti zdi, da lahko drugače pogledaš stvari, ne vem? Ja, je čisto drugače, ker misliš, da če si dober športnik, ti bo pa pač ti vse znaš in je pač lahko razloži, da me pol moraš enemu realno iz druga razreda enemu otroku pač razložiti, kako se nek gib naredi. Ker pač tebi jasno je ful težji pač nekako besede to spraviti, oziroma pač meni pomaga, da sem spazalka in je tako najlažje pokazati na koncu, da tudi njim najlažje dojeti, ampak gledaš pa na šport čisto drugače, kakor pa takrat, ko si ti športnik. Kaj pa tvoja psihološka priprava, ne? Ko si tudi s tem, kako je Marcel rekel, sam si, ne? Ampak do tja se moraš spoznavati, da se poznaš, kot je Peter rekel. Ne vem, kaj je tvoj način. Se spomnim lani, ne vem, Tjaša, judoistka, je rekla, da se gre naličiti, da preden gre na tekmo, da ona rabi tistih svojih koliko časa, da se našminka in je to v bistvu njena psihološka priprava. Pač, ne, kakorkoli, vsak svoje. Kaj je tvoje? Imaš kakšen ritual ali pa ne vem, kakšno besedo, karkoli, kar je tisto, kar te ne vem, zasidra pri zemlji, da si tam, kjer moraš biti? Ja, tudi jaz pač sodelujem zraven že s psihologinjo in pač medtem, ko sem doma, pač že nekako mi ona pomaga se pripravljati na to, kako bo pol pred tekmo, ampak takrat, ko pa sem pač na tekmi, sem pa ja realno sama in se je dostikrat že zgodilo, da je v teoriji ful vse dobro delovalo, bom to pa to naredila, ko priješ, ker si pač živčna, neki ne vem, prvi balvan ne gre tako, ker pač si misli, da bo šel, ne gre po planih in vse pade v vodo in pač ona psihološka pripravljenost, ki si jo domava, da pač
je ful težko, da pač bi ti realno pomagala oziroma pač, da se boš tako sprostil, kakor si se mislil. In se mi zdi, da pač meni najbolj pomaga, da pač se res sam sebe vprašam, zakaj sem jaz tukaj. Pač, ker verjetno, če sem prišla na neko svetovno prvenstvo, pač nisem pač po naključju, da sem bila tako dobra, da sem realna, da si zaslužim biti tam. In tudi, da pač se vprašam, zakaj pač jaz sploh tekmujem, pač oziroma zakaj to delam, zakaj plezam, pač da res pomisliš, da je to nekaj, kar ti rad delaš in probaš odmisliti tisto, kar ti mogoče prej ni šlo dobro, oziroma pač na začetku tekme, da pač si živčen, da pač odmisliš to in da res pač probaš samo plezati in odplezati tisto smer in pač pol še ko zaključiš, se obadaš z mesti pa z svojim nastopom, pač se mi zdi, da je najbolj pomembno, da res si v trenutku. No. Se mi vzela misel, točno to, biti točno tam. Kaj pa, ko ti ne gre, recimo, dlje časa, kaj pa takrat? Ker vse obdobje, verjetno, ne? Tudi treningi niso, ne gre, kot ti treba, ne vem, vse smo tudi telesno, enkrat smo pripravljeni, bolj več manj čelo, ne? Ja, pač tle ne gre bi lahko ločiti tako nekako dve kategorije. Eno je, da pač imaš, da fizično nisi glih najbolj pripravljen na to, pač ne moreš toliko, no pač lahko vplivaš, ja, lahko si mogoče vzameš kakšen dan počitka več, če ga rabiš, če si pač skurjen oziroma bolj treniraš, če vidiš, da pač nisi dobro pripravljen. Je pa pol tukaj pač tudi ta psihično nihanje, ker pač včasih se počutiš, da lahko vse, včasih pa si dobro pripravljen, sam nekako ne zaupaš sam sebi. In se mi zdi, da je pač ta del, pač, da takrat, ko si psihično nekako na tleh, je najtežji shendlati. In tukaj mi najbolj pomaga to, da pač zvečer, ko prideš iz treninga, da odmisliš pač na plezanje, da ne razmišljaš, ja, drug dan imam pa, ne vem, bom pa to naredil, da bom pač pripravljen, bom, ne vem, se postrečal, da me ne bo to pač vse bolel, bom šel na masažo, pač da odmisliš te stvari, ki misliš, da ti bodo pomagale, ker ti bodo pomagale za pač fizično pripravljenost, ampak ne bodo ti pa pomagale za psihično pripravljenost. In ja, tle pa mogoče res pridejo kakšne knjige v račun ali pa pač kakšni filmi, jaz še zmeraj pač rajš knjigo primem v roke, ker nekako odklopiš vso realnost, pa odklopiš pač vse, kar se dogaja, ampak res samo bereš in pač si tam s tisto knjigo in nekako pozabiš na šport in vse. Peter, kako zelo pomemben je počitek? Se mi zdi, da to tudi včasih pozabljamo, ne? Počitek, ampak konkreten, ne, kar mi je zdaj govorila, to, da odmisliš, ne, da si predstavljam, da ni tako lahko odmisli, če si pa ves čas v tem. Ja, težko je vse odklopiti. Pač glede na to, da delaš na tem, da boš enkrat v prihodnosti najboljši, se temu to podrediš, temu razmišljaš, s temu živiš, za to živiš. Je pa pol zelo priporočljiv, da se to nekako, da najdeš en vsak svoj mir, kjer se od tega odmakneš, da je, kaj to je, mora vsak tam pogruntati. Kaj je to pri tebi? Jaz imam majhnega otroka, zelo hitro odklopim šport. Ja, kaj zdaj, kaj pa prej? Prej so bile pa kakšne druge aktivnosti s prijatelji oziroma z družbo, ki ni v športu in pa se tudi nimaš kaj v športu za pogovarjati. In so bili to res take stvari, da na šport nisem imel časa pomisliti. Koliko je zdaj star sin? 3 leta. Pa ve, kaj počne oči? Predobro. Kaj to pomeni? Da bi on tudi letel? Ja, v bistvu to pomeni, da zdaj čaka, da bo to velik kot jaz, da bo šel lahko skočiti. Ja, kaj češ? To imate očitno v familiji. Mogoče zdaj, preden predamo vam, lahko pokažete, če bi kdo kaj vprašal, pa na glas vprašate na rata, meni mikrofonu pa nič, ampak res vam pa izkoristite, ne, da imate 3 izjemne osebnosti. Mogoče še zadnje vprašanje.
Peter, zdaj si predstavljam, ne, da si zelo v teh pripravah in to, ne, za novo sezono. Kako zdaj izgleda tvoj dan? Glede na to, da imaš eno malo bitje doma, ki ti je verjetno najbolj pomembno, je šport dobil zelo veliko konkurenco, ne? Kako izgleda tvoj dan? Dan Petra Prevca pred novo sezono? Ja, v bistvu dan je poln. Zjutraj vstaneš, boje spakiraš otroka, ga peleš v vrtec, pa grem jaz na trening, pridem domov, pojem, grem spet na trening, vmes imam to srečo, da lahko žena čuva otroka. In da ona v bistvu posveti življenje temu, skoraj večino njenega življenja namenjeno temu, da bo mesto uspešen, ne ona sama. Pol po drugem treningu pridem domov, probam z otrokom preživeti še kakšno uro, preden on zaspi, pa da še jaz spočijem in se pripravim na nov dan. Ves čas odpirate, se mi zdi, izjemno pomembne teme. Prej smo govorili, kako je pomembno, da so primarni družini, očetje, bratje, predvsem starši, mami, starši, tako naprej podpirajo. Ko si pa na tej ravni, kot si ti zdaj, je zelo pomembno, da ti tudi partner, imaš nekoga, ki razume pač ta tvoj svet. Veliko te ni, veliko te ne bo. Kako, ne vem, kako zelo pomembno je to, ne vem, bi lahko bil z nekom, ki ne razume športa, zelo težko verjetno, ne? Ampak ki ne razume tvoje želje. Ja, jaz mislim, da to prav dolgo, ker ne bi šlo sebi življenje pokazati, da se res čisto drugačni in greš težko staknil, to je za mizo sedeti. In sem jaz res hvaležen ženi, da to razumem. Mi tudi. Upam, da bo gledala tole. Hvala, Peter. Mija, tvoj fant je še vedno v Tokiju? Bivši fant. Bivši fant, okej, dobro. Intervju je bil sicer iz 2020, se mi zdi, pa sem rekla, da bom tvegala. Kako zelo pomembno je, da si osebno v življenju zadovoljna in vesela, da si potem tudi v steni okej? Ja, se mi zdi, da je pač odraz tega, kar se ti na tekmi, tudi tvoje pač osebno življenje. In ja, je nekako takrat, ko imaš mogoče v osebnem življenju kakšne probleme, je v bistvu bil tudi daj plezanje tista rešitev, da sem pač, tisti sklep, da sem pač pobegala, da sem šla na trening in res pač trenirala in če bi lahko bi pač cel dan trenirala. Ampak ja, ne moreš tako pač dolgo reševati probleme, ker pač se tudi na plezanju pozna. Ampak se mi zdi najbolj pomembno, da pač znaš obrniti v pravo smer, da pač niso tisti osebni neki problemi, pač da niso tista težnja na treningu, ampak da jih res znaš odmisliti oziroma pač obrniti v neko motivacijo in pač ti bo mogoče še celo pomagali. Takrat, ko se imaš pa pač dobro v življenju, ko je pa itak vse fajn, takrat pa pač je tudi so treningi fajn, pač, oziroma ne bi bili, če vse po planu. Koliko treniraš zdaj na teden, koliko časa temu posvetiš? Ja, v bistvu 5-krat na teden plezam, po 1-3 ure, potem imam pa še 2-krat na teden kondicijske treninge. Pa kdaj zraven, če še pride kakšen čas za kakšen stretching, pa ja še kakšne pol urce na dan stretchinga, enkrat do 2-krat na teden. Niti dolg čas, ne? Tebi pa tudi ne, imaš tudi sina, ki menda, kaj, bo tudi hokejist? Ja, 200 posto. Mislim... Kaj ste pa tako uspešni očki, prav me mislim? Ja, to je isto je tako, kjer je rekel Peter, podrediš vse temu in to je vse, kar v bistvu otroci poznajo. Mi smo prišli v 10. zvečer, potekam domov, večina otrok spi in on pa hoče pač tekmo še enkrat odigrati na parketu in je treba točno tako narediti, ki je golman padel, pa palco polomil, pa sem mi prišel in vse še enkrat treba narediti, moramo pa spati. Aha, koliko je zdaj? Dobro, zdaj sta 10 let, tako da to je zdaj njim, ampak pa je bilo tako.
Kaj pa z očkovimi pričakovanji, tukaj je treba, ne? Prej smo se pogovarjali, umiriti konje verjetno. Ja, tukaj pa ponavadi tako, no, da so starši bolj, ko preko imajo večje apetite, kot pa velikrat otroci. In to rata problema, ne? Tako da mogoče mi športniki, ki smo dalj časa, ko preko bili zvesti v športu, pa bili sorazmerno uspešni, bolj to razumemo, jaz odpravim, tako ker rekel Peter, se nočem nobeno stvar vmešavati, tam kjer moj sin igra, je trener na mestu, ki ga bo naučil določene stvari. Če bo mene moj sin vprašal, bom seveda pomagal, ne bom se pa nikamor dotikal in dokler so za določene druge stvari, drugi odgovorni, se ne bom, zato ker se mi zdi, da se potem več stvari sprot podre, kot pa postavno. Tako da treba zaupati ljudem, v šolo tudi ne gre povedati, kaj treba se učiti, pa kaj ne. Eni pa ja, se pravi, eni imajo pa večje apetite. Včasih mogoče kakšni bivši športniki, ki bi res radi bili uspešni, pa ni rad, pa to mogoče kdo neko tega otroka prenese, pa ni potem otrok ne uživa več v tem športu, ker mi smo vsi verjetno začeli se s tem ukvarjati, ker nam je to všeč, ali pa bom zase govoril, jaz sem se rad za tem opakam hodil, preden sem pokojil to, da bi rad hokej igral, je trajalo, tudi ne vem, kdaj se je zgodilo, ampak dokler nisem enkrat v kamen živel, sem se šele zavedal, da res, da mogoče bilo to fajn. No, zdaj prej tam je nekaj, a ste sestavljali vprašanje za naše goste? Imate kakšno vprašanje? Aha, prosim, kar glasno. Če ste kadarkoli, ko ste vsi trije prišli na tekmo, pa so se me učili, da ste res pripravljeni, da bo vse pričine pali, da smo roke niso delali tako, kot bi mogli noge, in niso samo delali tako, kot bi mogli. Zdaj me že kdaj to zgodili, da bi se tako tako da reagirali. Hvala, super. Kdo bo najprej? Bom jaz imel mikrofon. Jaz to mogoče malo, spet, jaz sem v ekipnem športu in to malo drugač, ogromno, kad se je to naredil, da ko da ne bilo moje noge, že na tismo grevno veš, da toliko se moraš pripraviti na vsako stvar in probaš, vsaj jaz sem zmeraj probal ponavljati določene stvari, ki so mi pomagale in vedno so mi pomagale, jaz sem zelo tak, ko se temu preživljen. In vedno, ko sem se pripravljal na samo tekmo, sem mogel vedno isto, dati najprej levo drsalko gor, pa potem desno. Če je bilo z levo nekaj narobo, sem dal desno dol, pa še enkrat levo gor, pa poj desno. In kakšne takne brezvezne stvari in sem zmeraj rekel, da ni razloga, zakaj bi določene stvari ne bi šle, če sem vse prav naredil. Je pa spet res, da jaz sem lahko mu zelo slabo prvo tretjino, ker mi noge niso dale, ker sem sam s sabo borbal, pa smo vsem 3-0 vodili, potem pa ena taka mehna stvar, ki me je pobrala in so me v bistvu soigralci pobrali in sem lahko drugo pa tretjo tretjino normalno oziroma zelo dobro odigral. Tako da pri meni ni bilo mogoče malo drugače, bo tam nekaj povedala, ampak jaz sem še zmeraj nazaj na neke osnove, tisti, kar mi je pomagalo v prejšnji tekmi, tudi če sem se slab počutil in ponovati, da je to take v bistvu nemalenkosti, pa meni je pomagalo. Levo je srčno, ne, najprej? Levo pa desno. Ja, čeprav pač sem malo mlajša, pa nimam še toliko zelo izkušenj, ampak se je pač tudi meni že definitivno kaj takega zgodilo, ka veš, da si pripravljen bolj, kakor si bil kadarkoli in pol na tekmi, ker nekako polafaš na blazine in gledaš v boler, pa pač ne gre. Se mi zdi, da je pač dostakrat pol preveč z glavo tišiš v zid in preveč na hitro hočeš vse popraviti. Da je bolj pomembno, ker pač ti veš v glavi, da si pripravljen in pač glava hoče več, kakor pa mogoče telo je takrat pripravljeno in pač je najboljš, da malo stopaš nazaj, zadihaš, pa pač res pol še enkrat
neko čisto glavo začneš in tudi jaz sem mogla najti nekaj takega, kar mi nekako pomaga odklopiti, da malo odmisliš en tisti problem, ki imaš pred sabo. Naprimer, da si daš magnezij na roke pa pogledaš, da je točen povsod pač po rokah magnezij, da pač najdeš neko stvar, ki ti bo malo fokus odstranila od balvana oziroma pač od tega problema. In pač se mi zdi, da to nekako pomaga, da pol, ko se pa vrneš nazaj, si pa res skoncentriran na pač tisto, kar imaš pred sabo in nekako lažje na novo začeti. Ja, jaz mislim, da se meni skoraj večkrat zgodilo, da me celo ni v Bogu, kot da me je v Bogu. Ampak sta pa že povedala, vračaš se nazaj k osnovam, kaj dela, ali pa se malo zamotaš. Jaz vem, meni dostakrat na vrh takalnice recimo pomagali, da namesto da bi gledal, koliko tekmovalcev je še do nastopa, koliko so dele skočili, sem štel, koliko je hišta, skakalnice naprej. Na ta način preusmeriš fokus in takrat, ko si na vrsti, si dan v situacijo in telo narediš, se v bistvu imaš pred sabo toliko treningov upravljenih, da na tekmi ne moraš nekaj novega razviti. Telo si spomni, ne? Še kakšno vprašanje? Če ne, potem bi se vsem trem res srčno zahvalila. Se mi zdi, da je to zelo vredno, mi bi lahko klepetali še kar nekaj časa, ker se mi zdi, da imate še enih takih dragocenosti za povedati, ampak je pa to tako, da lastne izkušnje največ veljajo, tako da za vsakega od športnikov, od športnic pravzaprav morajo, se mi zdi, da ne glede na to, kako moraš v življenju prihoditi določeno pot, sam da prideš do nečesa, verjetno da tudi v športu tako. Ampak zagotovo projekt Športajmo in berimo postavlja na laž tiste, ki pravijo, da športniki pa športnice ne berejo. Dajte jih še vi postaviti na laž, ker jaz poznam kar nekaj športnikov, ki berejo in so tudi čudoviti ljudje, ne samo ozkogledni v kakšnikoli smeri. Tako da hvala lepa tudi za vašo pozornost. Zdaj ne vem, bi še vi kaj vprašali? Naroden ti je prišel? Ja, njim. Itak ne bi naroden. Če bi zdaj šli, ne vem, tam je ven sproščeno prepotati, bi marsikaj vprašali, to mi je jasno. Mene pa zanima, koliko jih bere. No, koliko je bere? Koliko je zbere, ko se boste na tekmi? Nobeno. Ali ste na telefonu? Ste na telefonu? Koliko jih ne bere? Zdaj bom vprašati, koliko vas ne bere, ampak tako nič ne bere. A to pa upate dvigati? Ja, še dobro imamo ta projekt, mislim. Se bereš članke. Sej, včasih se sploh zavedamo, koliko si beremo, ampak včasih je pa pomembno, da se odločimo, kaj bomo brali, da je izbira, da mimogrede jemljamo, ampak da gremo z mislijo, to želim izvedeti, od tega to želim izvedeti. Ne vem, biografije, ne? Biografije so super od športnikov, super se ne spomnim biografijo trenerjev, ne? To je tudi zanimivo. Prej sem samo športnike bral. Ja. Zdaj pa samo trenerje. Zdaj pa samo trenerje, ja, tisto, kar rabiš, ne? Ampak, Vsega imamo, evo. Evo, Peter Prevc. Tisto, kar ni danes povedal, lahko še preberete. Skratka, najlepša hvala. Jaz mislim, da boste za kakšno minutko še tukaj ostali, če bi vas vendar še kaj vprašali. Pa avtogramni bodo, ne? Ja, tamle imate na miscah, imate te prav na to, za to pripravljene. Vzemite pa. Ja, jaz ne smem, da bom brez tega priti. Jaz tudi ne. Moj nacij me bo... Tako da lahko pridete tudi v avtogram.